Slovenske gorice so svojo slikovitostjo in darežljivostjo res lep kotiček naše dežele. V eni od tamkajšnjih vasic smo obiskali vrt s tradicionalnimi kmečkimi rastlinami in hišo s starodobnim pridihom, v kateri lastnica ustvarja pisanke in edinstvene šopke. V Čagoni na Štajerskem sta zakonca Šafarič na gabaritu stare kmečke hiše postavila nov dom. Obdaja ga slikovit vrt, poln zelišč in drugih rastlin, ki so povezane z izročilom podeželja. Vaša vrt in hiša izkazujeta zvestobo tradiciji. Kako ste začeli pisati zgodbo v Slovenskih goricah? Ja, kot hiška sama moram reči, da smo dolgo iskali en prostor, ki bi naj bilo povezano z veliko narave. In našli smo ta del Slovenskih goric in ta hribček. In ko sem zagledala to hiško, že zelo propadajočo, sem rekla, z možem smo to gledala, smo rekla, to je to. V stari cimprani hiši je nekoč živela skrbna ženica z izjemnim smislom za ročna dela. Po njeni smrti je bil objekt dolgo prazen in ob nakupu parcele že tako dotrajan, da je bil zgolj še za rušitev. Zakonca Šafarič sta ohranila stare lesene tramove in jih uporabila v novi opečnati hiši, ki je arhitekturno usklajena s podeželjem. Tudi notranjost hiše zaznamujeta harmonija in podeželski slog. Pohištvo pravzaprav nismo zbirali, ampak je nekako spontano se to zgodilo, da smo vedno iskali stvar, ki smo jo kupili, da je nekako v kmečkem stilu. Pravzaprav hiša je nastajala 13 let. In potem pa smo nadaljevali in smo delali v takem stilu, kot je bila, ko smo prišli sem. To je bila krušna peč v hiši, potem z tramovi strop. Okna pa so bila tudi taka mala, manjša, kot so zdaj, mogoče za spoznanje. Kuhinjsko pohištvo je pa potem prišlo naknadno še, tisto je pa bilo tudi delano po meri, ker je kuhinja kar mala. In uskladili smo barvo z pečjo in našim šparheltom, rečemo po domače. Na katerem nastajajo okusne? Marmelade, seveda to, pa likeri, pa take stvari. Kaj pa vrt? Kakšno podobo je imel na začetku, ko ste prišli sem? Ko v Trnulčici. Bilo je zaračeno vse, seveda, tako da sem rekla, če je hiška v tem stilu, pa še naj bojo rastline tudi primerne temu okolju, ne? In tako je nastajalo 15 let. Ob dovozu sivka in vrtnice oblikujejo slap dobrodošlice. Razigrane potke so zasnovane tam, kjer so jo družinski člani najpogosteje mahnili čez trato. Vrt krasi tudi 150 let star pušpan, ki ima na različnih koncih številne potaknjence, iz katerih so zrasli lični grmički. Na slikovitem kmečkem vrtu so še ribnik z lokvanji, brajda, preraščena z vinsko trto, precej je tudi sadnega drevja. Med okrasnimi rastlinami prevladujejo hortenzije, hermelike, asparagus, roženkraut, rožmarin in vrtnice. Ob glavnem vhodu se bohoti dehteča zeliščna gredica z veličastno papeževo svečo. Stari slovenski pregovor pravi, da za krta ni treba plota okrog vrta. Vi tudi niste obdajali parcele z ograjo, temveč imate pa neke okrasne ograjice. Kakšno funkcijo imajo tukaj? Okrasne ograjice so pa zato, ker prvo kot prvo je material iz pintovca, rečemo mi. To je eno šibovje, ki raste v vlažnih zemljah in je značilno za te kraje.
In iz tega sem potem zelo dobro so upogljive, če jo porežemo v februarju ali pa marcu. Kasneje se posuši in se lomi, ne? Tako da mora biti zelo sveže in potem je istočasno tudi, če vidite tukaj, opora rastlinam, ne? Kadar vrt spi, Beba Šafarič v zavetju toplega doma oblikuje cvetlične šopke iz krep papirja, sivke in žajblja, s čimer je nadgradila ljudsko izročilo in obudila spomin na otroške dni, ko so poročne kočije bile okrašene s papirnatim cvetjem. Kdaj so se pa pisanke pridružile tem šopkom? Pisanke so bile prej. Aha. Ko sem bila še v osnovni šoli, pa verjetno še prej, so mi vedno bile pisanke zelo všeč, ker so bile barvne. In pol sem jaz začela to malo risati, pa tak. In zdaj je to nastalo kar prisotno v mojem življenju. Pisanke imajo tudi certifikat, pa tudi rožice iz papirja oziroma šopki. Soprog gospe Šafarič je čebelar, ki veliko pomaga ženi na vrtu, v prostem času pa se rad umakne v svojo delavnico. On dela zelo lepe ptičje hišice in te hišice najlepše pa grejo naprej in to za določene obletnice, 50, 60 ali pa kako drugo priložnost. Kaj vam pomeni bivanje na podeželju? Bivanje na deželi mi pomeni zelo dosti, ker me spominja na moje otroštvo, ko smo živeli na Dravskem polju. Tam sem bila dosti povezana z naravo in z živalmi. Čeprav je bilo zelo skromno, dosti bolj kot danes, ampak zelo lepo je bilo. In to mi tukaj v Slovenskih goricah zelo dosti pomeni.